Dobrodošli v pogovorni oddaji, kjer bomo skupaj z igralcem in pevcem Aleksom Cento in Emanuelom Meserkom, koordinatorjem Katoliške mladine, ustvarjali eno zanimivo oddajo, in sicer na temo življenja Lojzeta Grozdeta. 27. maja letos bi namreč Lojze Grozde praznoval svoj 100. rojstni dan. Njegovo življenje se je kar hitro končalo, in sicer pri svojih rosnih 19 letih so ga ujeli partizani, ga mučili in ubili. Danes v studiu, kot sem že povedala, sta z nami Aleks in Emanuel. Lepo pozdravljena v naši oddaji. Živjo. Živjo. Ste kaj živčna? Ne. Ja, povabili smo vaju zato, ker vama je Lojze Grozde blizu. Zdaj ti, Aleks, si igral v enem kratkem dokumentarno igranem filmu, in sicer Srce se ne boji. Igral si Lojzeta Grozdeta. Kako je v bistvu bilo biti Lojze Grozde? Ja, definitivno je bila to zelo zanimiva izkušnja. Tudi moja prva izkušnja v glavni vlogi v enem filmu, tako da v bistvu veliko novih stvari. In sem se moral tudi pripraviti tako igralsko, kot da se vživim v dejansko vlogo. Tako da sem moral tudi veliko prebrati o Grozdetu. Tukaj sta mi tudi veliko pomagala režiserja, ker sta že toliko bolj globoko spoznala Grozdeta, da sem se potem lažje vživel v to, kar je. Seveda, mene so sicer izbrali, ker sem vizualno podoben, ampak to ni dovolj, tako da treba je bilo razumeti, zakaj je Grozde pisal, kar je pisal, kako se je obnašal, kakšne lastnosti je imel, kako je bil v interakciji z drugimi ljudmi, in seveda najbolj pomembno, kako je ta ljubezen do Boga se izražala v vsem, kar je bil. Kako pa je tebi Lojze Grozde blizu? Jaz sem se prvič v bistvu z Grozdetom srečal, ker sem, mogoče rečemo temu, bolj aktivno vstopil v mladinsko pastoralo in smo na župniji pripravili en tak oratorijski dan na temo Grozdeta. Zdaj danes se mi pa zdi, da se najbolj srečujem z njim tako bolj posredno, ko sem v stiku z mladimi in tudi z mladimi, ki v bistvu danes v tej družbi živijo ta, rečemo temu, Grozdetov duh in se njemu priporočajo. Kako bi pa v bistvu vidva opisala Lojzeta Grozdeta in kakšne karakteristike bi mu namenila? Tako, z eno besedo smo se velikokrat srečevali med snemanjem, in sicer to je bila gorečnost. Grozde je bil, naj bi bil, tudi precej goreč, ko se je razjezil. Torej ne samo v veri, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Tako da tle bi mogoče rekel, recimo, če bi ga opisal tudi z eno drugo besedo, da je bil nepopoln, pa s tem ne mislim nič slabega, ravno obratno, ne. Torej, to je mogoče tudi tisto, kar je mene toliko gnalo, da sem potem tudi sam iskal to nepopolnost, oziroma popolnost v nepopolnosti v sebi, a ne, ker je bil, vendarle je kandidat za svetnika, je blažen, ampak je bil, tako kot vsi mi, svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi, ampak še vseeno je skozi vse to je izseval ven Bog, a ne, tako da bi rekel, da nepopoln, ampak v najboljšem možnem smislu. Ja, jaz, ko sem prav o Grozdetu, če se zdaj navežem na to, vem, da ga je en od njegovih sošolcev opisal, da je pač tak, vsakdanji, pač z njimi se je tam igral, ampak, ko si ga pa, ne vem, tako pogledal v oči, se je pa videla tista njegova želja po nebesih. To je tudi, ne, živel v svojem življenju, s tem, da je bil res, rečemo temu, trden v tej svoji, v tem svojem zagovarjanju katoliške vere, in hkrati, da je pač iskal v bistvu temelj, oziroma ja, temelj, steber svojega življenja v Evharistiji in Mariji. Kako bi v bistvu vidva, oziroma kaj vidva v bistvu menite, kako bi Lojze Grozde ocenil današnjo družbo in katere kritike bi ji namenil? Ja, jaz mislim, da bi jo kritiziral tako, kot je kritiziral takrat, ko je bil tisto družbo, v kateri je bil on. Mogoče ne bi kritiziral, ne vem,
komunizma kot ideologije, ampak bi v današnjem svetu recimo od relativizma, kritiziral bi ideologijo LGBTQ+, tako naprej. In bi pač, ja, tako kot je takrat v današnjem svetu trdno zagovarjal pač stališča in predvsem ljudi usmerjal v to ljubezen do Boga. Ja, jaz bi tudi rekel, no, da predvsem takrat recimo je dostikrat v svojih pesmih tako versko naravnanih kot predvsem domovinskih, velikokrat žaloval za tem, da se izgublja domovina. A ne, takrat se je navezoval ali na to, da recimo smo izgubili Koroško v plebiscitu, ali da smo izgubljali brate in sestre v vojni in tako naprej. Ampak to je tudi bila ena taka nit, ki ga je vodila, ne? Torej, da je ohranjal to narodno zavednost in to, da smo vsi Slovenci in da smo ponosni na to in seveda, da je del tega, da smo Slovenci, tudi to, da nas Bog vodi po tej poti. Torej, to, da se izgublja domovina in to, da se izgublja vera do Boga. Mislim, da bi to še dan danes mogoče znal kritizirati. To isto, kar je takrat. Ja. Nismo se izboljšali. Ja, ne bi bilo neke spremembe. Ne? Ja, kako bi lahko Grozdetova sporočila in njegove ideje v njegovih delih pomagale današnji družbi? Mislim, da ravno to, kar sem zdaj omenil. Recimo, seveda vsak bere poezijo, sicer je pisal tudi prozo, ampak predvsem poezijo, ne, bere na svoj način. Mislim, da tudi čar poezije in na splošno književnosti ravno v tem, da se vsakega dotakne na način, ki njemu pritiče. In mislim, da bi tlele vsakdo lahko našel nekaj svojega v njegovi poeziji. Torej, recimo, mene je navdahnilo predvsem to njegova strast za domovino in seveda domovina in Bog skupaj z roko v roki. Koga drugega bi mogoče kakšna druga njegova pesem bolj navdušila. Seveda pisal je razne, pisal je tudi o ljubezni, seveda je res, da je blažen, ampak je bil tudi dostikrat zaljubljen, tudi nesrečen zaradi tega. Tako da mislim, da če bi se vsak spravil samo brati nekaj malega njegovega, bi zagotovo našel nekaj v njem, v tej poeziji, kar bi ga navdušilo. Kar nekaj različnih stvari je napisal, se mi zdi pa, da ta vrednost njegove poezije je tudi v tem, da nam je dal v bistvu skozi njo pogled v to njegovo razmišljanje, v ta njegov odnos do Boga, ker se kaže, ne, tudi mogoče, če se osredotočim na eno stvar, pač te težave, problemi, s katerimi se sooča, so to pač neke ljubezenske bolečine, hkrati pa tudi ta njegova težnja, njegov trud v iskanju Boga, v tem, da bi bil res ta želja po svetništvu, no? Tako, če z eno besedo opišem. Kakšen nasvet bi pa Grozde po vajinem mnenju namenil vsem krščanskim vernikom? Ne vem, če bi sem en nasvet dal. Bi kar naštel enih par. Ja. Mislim, če pogledamo njegovo življenje, pač tako, predvsem, kar se verskega življenja tiče, zelo, ne, vem, da ko so ga umorili, je po tistem ena gospa, se ne spomnim zdaj točno, kako je bilo, ga je pač pogrešila, ker je pač vsak dan hodil, k Najsvetejšem moliti. In mogoče lih to bi dal, ja, dajte se osredotočiti, iskati svoje bistvo v zakramentih, kjer boste srečali Boga, dajte se priporočati Mariji, kateri tudi v marsikateri svoji pesmi jo omenja, ali so to pri neki ljubezenskih, ko potem obrača se zdaj, ljubezen do dekleta, ljubezen do Marije, ali je to samo pač to zavedanje, da pač Marija ga pač pripeljala k Jezusu in pa Jezus k Bogu. Ja. Mene se pa predvsem to dotaknilo, da išče Boga v vsem. Mislim, se bolj kot nekaj je Emanuel povedal, ampak res to, da skozi vse vidi Boga, oziroma v vsem najde Boga. In to je tudi mogoče ena od stvari, ki sem jo ena od najpomembnejših stvari, ki sem jih odnesel, recimo od te izkušnje, ko sem se moral preleviti van, razmišljati na njegov način, torej
Bog je vsem in vsem ga lahko najdemo. In tudi, kadar ga mogoče ne čutimo, moramo samo pogledati okoli sebe ali pa vase in znati slišati ta njegov klic. Kako bi pa v bistvu Grozdej opisal pomembnost duhovne rasti in molitve, ter kako bi na kakšen način bi on v bistvu spodbujal vernike k ohranjanju te prakse? Spodbujal bi jih z zgledom, to zihar. Se tudi, ne vem, če pogledamo kjerkoli svetnika, ga gledamo, ko iščemo nek zgled, potem tudi priprošnja, ampak glih ta zgled in to trdno sporočilo, ne da neki, mi znamo zdaj v tej naši družbi tako malo omahljivo, nejasno povedati stvari, tako malo v celofan zavijati, ampak mislim, da bi on pa tako res trdno rekel, dajte, to je treba, dajte, tam imate Jezusa, tam imate Marijo. Kar korekten bi bil, ne, po svojem mnenju. Brez dlake na jeziku. Brez dlake na jeziku, ja. Mogoče ga marsikdo bi ga grdo pogledal, kdaj. Ja, ampak vsaj kakšni drugi bi pa mogoče za to malo bolj prisluhnili, ne? Tako, kot smo njegovi vrstniki. Tako. Saj on je danes po mojem, da če bi on bil med nami, bi tako kot včasih bi pač spodbujal svoje brate in sestre, ne? Takrat je pač bil fantje, dajmo se zbrati, ne? Dajmo vsi skupaj moliti Bogu, dajmo mi kaj narediti glede tega stanja v državi, ne? Na takšen način, torej on je zelo, zelo proaktivno spodbujal, da bi se tudi drugi udejstvovali v bistvu. Pri proaktivnosti, ena stvar, katero sem prebral, ne, pač ta njegova zavzetost, je hotel iti iz tega Marijanišča, kjer je bival, v neko stanovanje, zato da bi se tja vselil skupaj z enim teh njegovih tovarišev in bi ga v bistvu na ta način vklopil v to boljšo družbo, ker tisti njegov tovariš je malo tako bega okoli, ampak on je bil pripravljen, iz njemu v nek stanovanje, biti z njemu, se pač posvetiti mu poln časa, sem zato, da je pač eno to osebo pripeljal k Bogu. Se vam zdi torej, da je bil Lojze vztrajen? Ja. Definitivno. Trmasto vztrajen. Trmasto vztrajen, ja. In pol na koncu, ko se je tudi tako zgodilo, a mislite, če bi bila recimo v njegovi koži, a bi tudi potem odšla v družini domov, kljub tem vsem časom vojne, ki se je v bistvu dogajala, ne? A bi naredila isto? Če se postavim zdaj v njegovo kožo, Grozdetu je, recimo tudi v njegovih pesmih, vem, sta Božič, zelo kaže to zanimanje, ta pomembnost Božiča v bistvu njemu kot praznik, in ni čuden, da je hotel v tem času iti domov k mami. Če pa pač vse pogledam, družina je nek temelj spet bistva, kjer vedno najdeš lahko neko zavetje, mir. Ja, jaz se strinjam, ker tudi v svojih pesmih je on, mislim pa na splošno dostikrat dejal, da ga ni strah. Tudi dostikrat v pesmih najdemo, da se je v bistvu že na nek način poslavljal, kakor ne vem, just in case, na nek način, ne vem. Ampak v bistvu je tudi s svojimi pesmimi dostikrat že vnaprej napovedal tudi, kaj se bo zgodilo. In ga ni bilo tega strah. Tudi v eni od ljubezenskih pesmi je prav napisal, ne vem točno, kakšne so bile besede, ampak v stilu deklica, ne boj se, v večnosti bomo srečni. V tem stilu, da je bil zelo pomirjen v bistvu s tem, karkoli se bo zgodilo, bo vesel, da bo šel k Bogu, ker se že, v bistvu pomaga, da se je tako že počutil toliko eno z Bogom, da v bistvu ni več toliko zelo jasno videl te črte med zemeljskim in onkraj zemeljskega, ne. Tako da po mojem, da ta želja po tem, da gre k družini, sploh na tak pomemben praznik oziroma v tem pomembnem času, in to, da ga ni bilo strah, mislim, da ne bi se to spremenilo. Tudi če bi vedel, da mu preti nevarnost, mislim, da bi se našel. Verjetno se je zavedal, da so ga opozarjali. Ja. Iz tega dogodka si lahko tudi mladi vzamemo en velik zgled, bi jaz temu rekla. Iz celega Grozdetovega življenja. Ni samo ta dogodek. Mogoče je to, če pogledamo straha, mogoče nas je mladih strah, da je v tej družbi spregovoriti o Bogu, mogoče tudi kam iti, kdaj zaradi tega. Ampak če se vzamemo pač Grozdeta za zgled, da
v kakršni koli življenjski situaciji zdaj, ne, lahko pač najdemo ti smer. Če le imamo pač pogled usmerjen na pravo smer. Če vemo, kaj je Ja. najpomembnejše. Tako. 27. maja bomo praznovali tudi njegov god in 100. obletnico njegovega rojstva. Kaj menite, zakaj je Grozdje Slovencem tako pomemben? Jaz bi rekel, mislim, v splošnem zato, ker nažalost nimamo tako dosti sodobnejših svetnikov, pa naj bodo dejansko sveti nekaj ali ne, ampak sami po sebi v duši so bili sveti. Po drugi strani pa predvsem zato, ker je bil res zaveden Slovenec. Ne. Mislim, da to je ena od takih stvari, ki ga dela zelo, zelo pomembnega za Slovence in bi ga morali toliko bolj pozornosti mu posvečati, se k njemu obračati, ker ni ne le, da je bil tako močno predan Bogu, ampak je bil tako zelo močno predan svoji domovini, svojim bratom in sestram, Slovenkam in Slovencem, in ni želel dopustiti, da bi mu to kdorkoli vzel, karkoli od tega dvojega, ali Boga, ali domovino. Zanje je bilo to eno in isto, in mislim, da nas s tem lahko torej navdihuje skozi zavednost za domovino in svojo vero k Bogu. Mogoče še ena stvar, zakaj je Grozdje pomemben za Slovence, se lahko piše tako z eno besedo, sprava, v smislu, če pogledamo čisto na splošno mučence, ne, je ena od tako ključnih stvari za mučeništvo tudi to, da, torej če uporabimo Kristusove besede, Bog odpusti, saj ne vedo, kaj delajo, ne, da odpusti tem ljudem, ki so pač tudi v času vojne in po vojni, ne, se zgodile razne grozodejstva, in da znamo zdaj mi danes pač imeti to spravo med nami in da ne iščemo nekih zamer. Hkrati pa je potrebno tudi nekako ta čustva, neke te žalosti tudi tako ozavestiti prej, ne jih pa potlačiti. 26. maja bo med drugim tudi romanje na Zaplas, kjer je Grozdje tudi pokopan. Zakaj se pridružiti ravno temu romanju? Zdaj to bo, kakor mi je znano, vse slovensko romanje mladih na Zaplas. To organizira ŠOM Novo mesto kot glavni organizator. Zakaj jaz mislim, da se je vredno pridružiti, je, da se pridruži vsem tem mladim, da se skupaj priporočimo Grozdjetu, ker on v bistvu ve, kako nam je. Dej, če boš šel brati ali kakršnokoli knjigo o njem, njegovo poezijo, boš videl, da se tako spopada z zelo podobnimi problemi, recimo temu. Da se da poistovetiti. Ja, se zelo hitro poistovetiš, tudi sploh, če si v nekih najstniških letih, v tistih letih študija, v tistih letih, ki v bistvu nekako oblikuješ svoje življenje za naprej. Bo pa tudi taka priložnost za druženje, samo romanje. Pa po tvojem mnenju? Ja, pa predvsem zato, ker torej druženje, ampak da takrat res Grozdje združi vse, bi rekel, pod eno streho, ampak tako, da jih vse združi skupaj. Saj Grozdje lahko vsak posameznik individualno doživlja na svoj način, lahko da ga s tem pač združuje torej skupaj z njegovimi sobrati in sestrami, Slovenci, ampak kadar se pa mi dejansko fizično združimo vsi skupaj, je pa to neka čisto drugačna izkušnja. Ne? In tudi čutiš v bistvu potem, kako ta Grozdjetovo življenje v bistvu žari v drugih ljudeh, in res začutiš po mojem, da to neko energijo, ne? Torej kako ga vsak na svoj način doživlja in vse to skupaj nekako se združi v to, kar je Grozdje bil, kar je nam pustil. In predvsem pa to, torej, da se mladi družijo. Vse Grozdje smo rekli, da je pomemben za Slovence, ampak mislim, da pa predvsem za mlade Slovence. Torej, da je imel ta mladi žar, mladostni žar življenja in vere, in da znamo tudi mi potem v skupnosti to izžarevati tudi vsak posameznik. Pa še eno tako zaključno vprašanje. Kaj bi vidva v bistvu priporočila vsem mladim, da bi prišli v stik z Grozdjetom? Torej, kakšne recimo naloge, česa se naj udeležujejo? Zdaj recimo je tu en primer romanja, ne? Ampak kje v bistvu priti
stik in navezati stik z grozdetom, ga razumeti? Kje v bistvu je tisti kraj, čas? Mislim, da v prvi vrsti tam, kjer ga kdo najde. Vsak je pač drugačen, vsak na svoj način dojema, ampak predvsem to, da ga iščemo. No. Seveda pač se nam bo že prikazal, na kakšen način nas bo poklical, ko ga bomo iskali, moramo pa ga malce tudi sami iskati. Zdaj lahko je to ali skozi njegovo književnost, skozi poezijo predvsem, lahko film pogledajo, če jih to bolj navdahne, odvisno kakšen tip človeka so, če so bolj vizualni, lahko je to z romanjem, lahko je to, ne vem, recimo med skavti, da se pogovarjajo o tem ali pa da se dela oratorija na to temo, torej da se ga vključuje v vsakodnevno življenje, vsakodnevno krščansko udejstvovanje. Ja, torej to, kar je Aleks rekel, torej spoznavanje grozdeta njegovega življenja, si ga potem tudi postaviti za zgled po vseh teh stvareh. Kaj pa pač ta zgled mogoče prinaša, je pa to, da, kot smo že rekli, on je res osredotočil pač to svoje življenje v sakrament, sploh sakrament Evharistije, da ne pozabimo pač pomembnosti tega in vseh ostalih sakramentov. Recimo, zdaj v tem zadnjem času je veliko debate okoli birme in birmanskih botrov in tako naprej, da ne vzamemo tega tako malo samo kot folkloro. Potem druga stvar, smo pa se rekli, Marija, menda je rečeno, da je zelo rad molil tudi rožni venec. Tako da ta molitev, ta priprošnja k njemu je pa zdaj ta drugi vidik, poleg, da spoznaš njegovo življenje, da vidiš skozi poezijo, skozi film recimo. Ja, tako da vabim mlade, da se pripravljajo, da so pripravljeni tako vstopiti v to pot. Postati taki mali grozdeti. Bi mlade še kaj posebej nagovorila, povedala, sporočila kaj našim gledalcem? Jaz bi rekel, naj jih ne bo strah. In ravno to, o čemer sem govoril na začetku, torej o nepopolnosti. Dostikrat o svetnikih in mučenikih govorimo, kakor da so bili neki popolni. Eni kipci tam v cerkvi. Ja, malo previsoko, saj so res bili, ampak ob tem vedno pozabljamo, da so bili to navadni ljudje in da je pravzaprav vsak od nas lahko svet. In naj mladih ne bo strah stopiti na to pot. Ja, da jih ne bo strah stopiti in živeti, to tudi pred ostalimi v družbi, da se ne skrivamo v nekih kotičkih, snemo povedati, ja, jaz sem pa kristjan, jaz sem veren. Predvsem to. Ja. Aleks in Emanuel, najlepša hvala za prijeten pogovor. Zdaj čas, da ste prišla sem pogledati naš studio, kaj lepega povedati. Tako da še naprej lepo govorite o grozdetu in oznanjate to njegovo življenje še naprej. Hvala tebi. Hvala tebi, ja.